Naslednji izrek. Vsi obodni koti nad istim lokom so enaki. Tako da bomo lažje tole naredili. Mislim, da si bomo lažje predstavljali, si narišemo krog. Takole. In zdaj si označimo točke. Tole naj bo naše središče. Mi bi radi zdaj pogledali, kaj je z obodnimi koti nad istim lokom. No, pa dajmo narisati en lok. Na primer, dajmo tule, naj bo tole A in naj bo tule B. Zdaj si pa zberemo par vrhov teh kotov, pa poglejmo, če to drži. Se pravi, naj bo recimo prvi vrh nekje tule in narišemo obodni. Dajmo V1, da jih bomo ločila, ne. Določimo zdaj obodni kot, ki poteka od V1 pač skozi lok, nad lokom AB. Ja, tole imamo prvi kot, recimo alfa 1. No, zdaj pa poskusimo še drugega, ne. Recimo vzamemo pa tega z rdečo, pa naj bo naša točka tule. V2. Vzamemo ravnilo in povežemo vrh skozi loka, ne, ker mora biti nad istim lokom, zdaj to, če hočemo, da bo enako. Takole. In označimo to z alfa 2. Alfa 2. In izrek pravi, da sta ta dva kota enaka. Lahko izmerite. Pa dajmo še enega, ne. Recimo pa dajmo ga tule. V3. In povežimo zdaj vrh skozi obodna kota. Takole. In tole je alfa 3. Izrek pravi, da je tudi alfa 3 enak alfa 1, alfa 2 in alfa 3. Lahko izmerite, pa boste videli, da je to res. Zdaj pa zakaj bi to bilo res? Vsi ti koti imajo isti središčni kot. Zdaj bom jaz tukaj kar s prosto roko, da boste bolj na debelo videli. Se pravi, središčni kot gre takle čez in takle čez. In vsak izmed teh kotov ima isti središčni kot. Torej to pomeni, da je zdaj res alfa 1 enako alfa 2, alfa 3. Pa si poglejmo še pri GeoGebri, kako ti krogi potekajo, če prestavljamo točke na obodu, ne, bo bolj interaktivno. Poglejmo. Koti nad isto tetivo, se pravi obodni koti nad istim lokom, so enako veliki, a ne. Tole imamo zdaj en obodni kot in je recimo 52, drugi 52. Zdaj pa, kaj se zgodi, če bi tole lok zmanjšali, se pravi, da te dve točke spremenimo. Tole spreminjamo, spreminjata se v bistvu dva kraka kotov in posledično, zato ker sta se oba enako premaknila, sta tudi ta dva enako velika. V bistvu sta nad istim središčnim kotom, ne, in se to premika. Se pravi, kakorkoli spreminjamo lok, takoj se vsi obodni koti spreminjajo. Kjerkoli damo obodni kot, pa potem prestavimo lok, nad katerim je, se oba obodna kota spreminjata. Kar zanimivo, ne? Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!